Tako, zdaj pa predajam besedo naši gostiteljici, dr. Jerneji, ki je otvorila že odprtje Evropskega leta in ima danes spet to čast, ampak mi danes ne govorimo, četudi se 8. maja uradno izteče Evropsko leto, ne govorimo o zaključnem dogodku. Vsak začetek oziroma vsak konec je nov začetek in mi verjamemo, da bomo s problematiko spretnosti nadaljevali. Izvolite. Spoštovani gostje, dragi Andragoški center Slovenije, dragi kolegi iz Evropske komisije, spoštovani vsi tisti, ki nas spremljate tudi preko spleta. Dobrodošli v hiši Evropske unije v Ljubljani. Izredno čast mi je, da sem lahko tukaj, da vas pozdravim v imenu Evropske komisije in še toliko lepše mi je, ker kot smo rekli, tukaj smo bili že pred enim letom, ko smo zagnali to Evropsko leto spretnosti in danes je prav, da vidimo, kje smo. Se strinjam z vami? Za zaključek. Se gremo, imamo itak vseživljenjsko učenje mi, ne? V glavnem. Evropsko leto spretnosti smo zasnovali, da naslovimo izzive, s katerimi se soočamo na trgu dela in da ozavestimo državljane, ravno to, da mora vseživljenjsko učenje postati del našega vsakdana. Zaradi hitro spreminjajočega se sveta, ki se kaže tudi v razmaku digitalizacije in zelenem prehodu, je treba prilagajati tako delovna mesta kot tudi spretnosti. Več kot 75% podjetij v Evropi ima težave pri iskanju delavcev z določenimi spretnostmi. Le tretjina, to je 37% odraslih, se redno usposablja in v letu 2023 smo imeli že kar 36 deficitarnih poklicev. Vsi ti podatki kažejo, da so potrebni ukrepi, ki bi spodbudili usposabljanje na delovnem mestu, ki bi pritegnili v Evropo tudi ljudi s tistimi spretnostmi, ki jih v državah članicah ni, in da bi premostili vrzeli med izobraževalnimi sistemi in trgom dela. Izobraževanje, ki smo ga pridobili v mladih dneh, nas žal ne pripravlja na današnja in prihodnja zelena in digitalna delovna mesta. Evropsko leto spretnosti se je osredotočilo na 4 glavne cilje. Kot prvi je spodbujanje naložb v vse oblike preusposabljanja in izpopolnjevanja, pa tudi izobraževanja in usposabljanja. Drugi cilj je omogočanje pridobivanja spretnosti, vključno z lajšanjem priznavanja spretnosti in kvalifikacij. Tretji cilj je usklajevanje želja, potreb in spretnosti ljudi s potrebami in priložnostmi na trgu dela. In tukaj dovolite mi, da poudarim, da moramo na trg dela še posebej vključiti ženske, predvsem tiste v naravoslovnih poklicih, mlade, predvsem tiste, ki se ne izobražujejo, ki niso zaposleni, osebe z nizko ravnjo usposobljenosti, starejše, invalide, tiste iz prikrajšanih okolij, v glavnem vseh. Nihče ne sme biti zapostavljen in nikogar ne smemo pustiti zadaj. Zadnji, četrti cilj Evropskega leta spretnosti pa je še, da v Evropo privabimo tudi ljudi iz tretjih držav, ki imajo tiste spretnosti, ki jih države članice potrebujejo. S temi naštetimi ukrepi si Evropsko leto spretnosti prizadeva, da pripomore splošnemu cilju Evropske unije, da bi se do leta 2030 v izobraževanje in usposabljanje vključilo letno vsaj 60% odraslih. In kot bo povedal moj kolega Egbert, žal Slovenija še ni pri tem cilju. Bi pa rada na koncu poudarila pomembnost mehkih veščin, katerim zelo veliko pomembnost namenja tudi Andragoški center Slovenije, ki je v Sloveniji kot koordinator uspešno krmaril v morju izzivov, ki jih je prineslo Evropsko leto spretnosti, in zato se vam iz srca zahvaljujem. Da bi pa ohranili demokracijo, zagotovili mir, neonmajno vztrajali pri evropskih vrednotah in čim bolj izkoristili zeleni in digitalni prehod, potrebujem ustvarjalnost, energijo in raznolike talente vseh državljanov, mladih kot tistih mladih pri srcu.
po srcu in prav to prinašajo mehke veščine. Tako da vam želim izjemno produktivno srečanje danes na prvem forumu Evropskega programa za učenje odraslih in upam, da je tudi Evropsko leto spretnosti pripomoglo, da boste spretno zakorakali v prihodnost, kjer so spremembe pač naša edina stalnica. Hvala lepa. Ja, prisrčna hvala za to razgrnitev Evropskega leta. Nikoli dovolj ne more biti informacij, razsežnosti, pogledov v to, kaj Evropsko leto spretnosti pravzaprav je. Bi pa rada v tem trenutku povedala, da so ozadja 3. Upam, da ste si prebrali uvodno besedilo na spletni strani dogodka, tam je to vse zapisano, ampak gre za Evropsko leto spretnosti, gre za projekt uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, ki ima ravno tako domicil v direktoratu za zaposlovanje in tako naprej. In tretja zadeva je evropska kohezijska politika, torej veliki projekt ozaveščanja za vseživljenjsko učenje, ki bo danes tudi predstavljen v nadaljevanju.